Besede predsednika vlade Roberta Goloba, ki je včeraj svet Agencije za energijo in njeno direktorico pozval k odstopu, saj da bi morali prevzeti odgovornost za visoke položnice elektrike, ki jih državljani dobivajo po uvedbi novega sistema obračunavanja omrežnine, močno odmevajo v javnosti. Vodstvo agencije se je danes odzvalo v pisnem sporočilu za javnost, vztrajajo, da ne vidijo potrebe za ponovno uvedbo starega omrežninskega sistema, kar želi premier. Nekateri člani sveta agencije so bili še bolj ostri, poziv predsednika vlade je nedopusten in predstavlja napad na neodvisno strokovno institucijo. Podrobnosti Luka Svetina. S prenovo obračuna omrežnine je novembra nastopila višja sezona, 4 mesece bodo zneski omrežnine višji, a ker marca nastopi 8-mesečno obdobje nižje sezone, bodo stroški na letni ravni nižji. Ker pa ljudje višjih položnic niso dobro sprejeli, je premier Golob še novembra ob vprašanjih opozicije vztrajal, do odločitve neodvisnega organa ne posega. Ker nimamo za to nobene zakonske pristojnosti niti ne dovoljenja, s tem zavajate celo slovensko javnost. Ker govorite, da je nekaj, kar sprejme druga inštitucija. Jaz bi si želel to narediti, kar mi govorite, pa ne smem. Ne smem. Včeraj pa vlada je dala agenciji rok do 8. januarja, da povrne stari omrežninski sistem in pripravi novo metodologijo. Se ne more zgoditi, da bi katerakoli agencija lahko samovoljno in na podlagi slabe metodologije poviševala stroške. Zato je danes vlada poziva vse, da sprejmejo odgovornost in da ustrezno ali popravijo svoje ukrepe ali pa da odstopijo. Direktorice Duške Godina neposredno ne morejo zamenjati, lahko pa ta koalicija zamenja vseh 6 članov sveta, ki potem odstavijo direktorico. Pričakujemo, da tisti, ki smo jih mi nastavili smo svet agencije, sprejmejo odgovornost za nastalo situacijo. Agencija je v odzivu danes zapisala, da ne vidi potrebe za spremembe. Prenova obračuna omrežnine je nastajala dalj časa in temelji na poglobljenih analizah ter zelo jasnih usmeritvah evropske zakonodaje. Vse nacionalne regulatorje zavezujejo tudi določbe evropske zakonodaje, da morajo tarife odražati stroške in da moramo uporabnike obravnavati nediskriminatorno. Tem načelom sledi prenova obračuna omrežnine. Bolj oster je bil za časnik Večer eden od članov sveta, mariborski profesor Borut Bratina. Nedostojno je, da premier evropske države posega v položaj regulatorja v nasprotju z evropsko zakonodajo. To ni najboljše za ugled institucije, za demokracijo in konec koncev za tisto zaupanje, ki ga državljani moramo imeti do vseh teh institucij, če želimo, da bomo tudi mi potem seveda ustrezno, bomo rekel, odgovorno, meritokratsko ravnali. Take vrste poseganje je mogoče bolj značilno za kakšne druge države, no? da se milo izrazim, ne pa za take, ki so gospodarsko uspešne in temeljijo na meritokraciji in pa nekoruptivnosti. Prve položnice so sicer pokazale, da bi se delu gospodarstva stroški za elektriko povečali za najmanj 3-krat. Moram priznati, da tam kar nekaj ljudi poznam na to temo, se nismo z njimi pogovarjali, na nek način bi rekel, da so to ljudje z visoko integriteto, se pravi s profesionalnostjo, moralnostjo in pa tudi pokončno držo. Cene omrežnine je v zadnjih letih bila v Sloveniji, če primerjamo z večino držav Evropske unije, med najnižjimi, se pravi podpovprečna. Odločitev vlade je sicer pozdravila gospodarska zbornica, saj da obstoječa metodologija obračunavanja omrežnine ne zagotavlja ustreznega prehodnega obdobja za poslovni odjem. Druga za drugo pa se vrstijo kritike izhodišč nepremičninskega davka. Iz Združenja sobodajalcev so sporočili, da bodo učinki novega nepremičninskega davka na stanovanjski trg brez prenove temeljev stanovanjske zakonodaje bistveno manjši, kot bi lahko bili. V klubu slovenskih podjetnikov pa menijo, da obdavčitev ni pravična. Vlada bi se morala osredotočiti na ukrepe za aktivacijo praznih stanovanj s spodbudami, ne z dodatnimi bremeni, pravijo. Torej, kaj konkretno prinašajo izhodišča tega novega zakona? Luka Svetina, pregledal si vladni material, torej kaj konkretno? Ja, Katarina, res je, včeraj so to predstavili tudi na seji vlade. Odzivi javnosti pa zaenkrat niso najbolj pozitivni. Najbolj neposredni so v Združenju sobodajalcev. Pravijo, da če ne bodo oproščeni plačila nepremičninskega davka za čas, ko ne morejo opravljati dejavnosti zaradi administrativnih prepovedi,
bo tak ukrep zadnji žebelj v krsto enega od stebrov slovenskega turizma in da bodo prisiljeni plačati davek, ki ga prav zaradi omejitev sploh ne bodo zmožni zaslužiti na trgu. No, kot je Katarina že omenila, pa so na noge tudi šli v klubu slovenskih podjetnikov, saj da gre za nedopustno akumulacijo davkov, ker bi to bil že tretji davek na premoženje v Sloveniji. Namreč, čeprav na vladi poudarjajo, da bodo nepremičnine, v katerih lastniki živijo, oproščene novega davka na premoženje, pa lastniki vseh nepremičnin že zdaj plačujejo dva davka. Eno je seveda nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, drugi pa je davek na nepremičnine, ki so večje od 160 kvadratnih metrov. Poglejmo še enkrat nekaj ključnih poudarkov predstavljenih izhodišč. Predlagana splošna davčna stopnja novega davka je 1,45%. Vlada naj bi z njim na leto v državno blagajno primaknila približno 600 milijonov evrov. Ta denar nameravajo porabiti za razbremenitev stroškov dela. Državljankam in državljanom obljubljajo, da jim bo po uvedbi tega davka na mesec ostalo nekaj več neto plače. In da bi lastnika stanovanj, ki so prazna, spodbudili k njihovi oddaji v dolgoročni najem. V tem primeru sledi znižanje za 25% dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Pravne osebe in espeji, ki oddajajo stanovanja, teh ugodnosti sicer ne bodo deležni. Vlada računa, da bo na trgu več stanovanj za nižjo ceno. Furs pa bo izvedel odmero na podlagi uradnih podatkov enkrat letno z odmerno odločbo. Za višje zneske so možna tudi obročna plačila. Poglejmo, kaj vse bo zajeto v novem davku. Vsaka naslednja stanovanjska hiša in stanovanje, na katerem nimate stalnega prebivališča, toda pozor, predmet davka bodo tudi stavbna zemljišča, na kateri še ne stoji nepremičnina. Davek bodo plačale tudi tiste osebe, denimo kmetje, ki zemljišča uporabljajo kot kmetijske površine, a jih je občina spremenila v zazidljiva zemljišča. Predsednik vlade sicer obljublja, da vas ne bodo obdavčili z zidanico, a pozor, samo v primeru, da služi svojemu prvotnemu namenu kot pomožni kmetijski objekt. Ker pa je velika večina zidanic spremenjena v bivanjske prostore, bodo po tej kategoriji padli pod vikende in ja, boste zanje obdavčeni. Poglejmo še dva primera izračuna novega davka. Lastnik rezidenčnega stanovanja v Ljubljani v velikosti 64 kvadratnih metrov, katerega vrednost je 230 tisoč evrov, bo tega davka oproščen. Njegov vikend v Kranjski Gori, ki meri 69 kvadratnih metrov in je vreden 338 tisoč evrov po GURS, pa bo plačal davek v višini 4913 evrov. Zdaj pa poglejmo še drugega lastnika, ki stanovanje oddaja. Za svojo hišo v Kamniku, v kateri živi in ki je vredna 280 tisoč evrov, davka seveda ne bo plačal. Za 42 kvadratnih metrov veliko stanovanje, ki ga bo dal v najem za 750 evrov na mesec in bi zanj sicer plačal 2350 evrov davka, bo zaradi oddajanja plačal 2250 evrov manj. Plačal pa bo davek tudi za stavbno zemljišče v vrednosti dobrih 40 tisoč evrov in sicer 593 evrov. Če bo torej oddajal, bo končni znesek davka 692 evrov, če pa ne bi oddajal, pa skoraj 3000 evrov. Na prvi preprosti izračuni sicer kažejo, da bi najemodajalci lahko preprosto zvišali najemnino in zaradi višjega odbitka v celoti pokrili stroške novega davka. Na slabšem pa bi bili spet najšibkejši, torej najemojemalci. Ja, hvala, Luka. Z nami pa je zdaj Ivan Simič, davčni strokovnjak. Lepo pozdravljeni. Torej, to, kar smo pravkar slišali, kaj vse od tega oziroma kaj se vam zdi morda najbolj sporno, najbolj neživljenjsko, morda bolje? Torej, najbolj sporno se mi zdi to, da se odločuje samo stanovanjske nepremičnine. Pomeni samo stanovanje. Jaz sem zagovornik, da če gremo v odločitev nekega premoženja, ki oni nekno govorijo o premoženju, da se potem obdavči bo neko celotno premoženje, torej tudi premičnine, to pomeni tudi depoziti v bankah in tako naprej. Takrat lahko govorimo o neki, pošteni odločitvi. Moj predlog je bil 0,3% na vso to premoženje, kar bi preneslo okrog po teh njihovih izračunih, ki jih zdaj vidimo, bi preneslo okrog 450 milijonov. Pomeni, da bi bilo to dovolj za to, kar želijo nameniti. Ampak ne moš pa ti s tem, da obdavčiš nepremičnine, nekomu vzeti iz žepa, pa dati drugemu, da bo imel večjo neto plačo. Ker to je dejansko prelivanje iz davka na nepremičnine v višje neto plače. V vašem primeru pa bi obdavčili bogatstvo, kaj ne?
V mojem primeru, ker ne vidim razlike, zakaj bi bile opeke obdavčene, moj denar v banki pa bi bil neobdavčen. Pomeni, da tudi ti, ki zdaj imajo denar v bankah, bodo čakali, da padajo cene, pa bodo ta stanovanja kupili. Torej, če govorimo o obdavčitvi premoženja, obdavčimo vse. No, davčno se bodo obremenila stanovanja, hiše, prve nepremičnine, v katerih lastnik živi, bodo oproščene. In stavbna zemljišča. Kako je zdaj s temi stavbnimi zemljišči? Sploh na podeželju veliko ljudi ima stavbna zemljišča, zazidljive parcele, na njih ne namerava graditi in bodo obdavčeni. Torej, kot je napisano v izhodiščih, šlo bo za tista zemljišča, ki so s prostorskimi akti določena kot stavbna, torej zazidati. Normalno ne bom še omenjal vseh težav, ki jih imaš za pridobitvijo gradbenih dovoljenj, pa pozneje uporabnih dovoljenj in tako naprej. Ampak normalno, oni so se izračunali, kaj morajo še zajeti, da pride do neke številke. Zato pravim, da s temi stavbnimi zemljišči je jasno, vsaka občina ima svoje prostorske akte in ve se, katera zemljišča se šteje za stavbna. Tudi številka je tam, ko smo gledali, nekje okrog 25 milijard je vrednost teh zemljišč. Tako da 25 plus še od pravnih oseb 9 pomeni nekje 36 milijard. In od tega potem treba začunati 1,45. Ampak še enkrat pravim, da to, da so izločili prvo stanovanje, s tem so, bom rekel, čistko marketinško ali pa bom rekel politično je to lepo izloči 606 tisoč ljudi, potem pa samo vsem ostalim pa prepustiš tiste, ki imajo več nepremičnin, zdaj bodo vsi sovražili tiste, ki imajo več nepremičnin. Pomeni predvsem nečloveško in nehigiensko. Tako jih vsi tisti, ki plačujemo najemnine, nimamo preveč radi, če rečemo v šali. Na kolikšni meri bi takšna obdavčitev lahko vodila do obvodov? Naprimer, prepisov nepremičnin, tudi dviga najemnin, davčno ugodnost za oddajo v najem bi sicer znižala ugotovljeno davčno obveznost za 25%, videli smo tudi, koliko to znese, ampak je lahko to tudi dober razlog za dvig najemnin. Tako je pokazal izračun, pa če gremo to kombinirati, je normalno, da tisti, ki bo dvignil najemnino za znesek davka, bo s tem obremenil najemnika, če govorimo v vašem primeru vas, on bo pa imel večji odbitek davka zaradi tega, ker bo pač imel večjo najemnino in tako naprej. Ampak, veste, najemna razmerja se rešuje na drugi način, ne pa s tem, da uvedeš neke davke, da boš nekoga prisilil, treba je tudi videti razloge, zakaj. Zato je tudi ena od kritik. Ja, ampak tisto, kar me tudi moti, zakaj so pa državne nepremičnine izločene, torej državna stanovanja, občinska stanovanja so izločena, pa poglejmo, koliko je tam nezasedenih stanovanj in zakaj je to tako. No, posledica tega zakona bi bila razbremenitev plač. Bi bila rešitev, ker če želimo razbremenitev plač, moramo nekje nabrati več denarja. Vi ste že podali en predlog na začetku, torej bolj obdavčiti premoženje, torej prav to, kar ste že vi govorili. Kako točno? Torej tudi bančne depozite ste rekli, kaj še? Glejte, malo smešno je, v njihovem predlogu v izhodišču govorijo o tem, da razmišljajo, kako bi razbremenili plače, tako da bi povečali splošno, uvedli eno posebno olajšavo 2000 evrov. Tako je zapisano v gradivu. Trenutna olajšava splošna je 5000 evrov, plus ta 2000 evrov pridemo na 7000 evrov. Torej, mi smo v prejšnji vladi pripravili predlog zakonodaje, mi bi danes že imeli olajšavo 7500, pomeni, ta vlada se počasi vrača na tisto, kar je predlagala prejšnja vlada, v z olajšavami, in ne moreš ti pobrati neki davek, potem pa nekomu dati olajšave, ker kaj se bo zgodilo? Na koncu bodo ugotovili, da pri tej olajšavi 2000 evrov imajo največ od njih tisti, ki imajo visoke plače in tako naprej. Torej, tukaj bo še cela vrsta, bom rekel, vprašanj, dilem, razgovorov in tako naprej. In mislim, da bo dolga pot do uvedbe tega davka. Zagotovo pri davčnih spremembah je vedno kar precej velik odpor. Vi ste en predlog na začetku že dejali, kako bi polnili blagajno. Kaj pa znižanje javne porabe? V končni fazi, če je tak odpor do novih davkov, je to na koncu edino, če se ne bomo uskladili, kje vse pobrati denar, kar nam ostane? Glejte, jasno je, in to sem že neštetokrat povedal, da je poraba previsoka, imamo preveč ministrstev, imamo preveč na novo zaposlenih ljudi in tako naprej. Vse to bi bilo treba pač korigirati. Normalno, zdaj so tudi šli v, bom rekel, ekstremna povečanja plač, predvsem tem vodstvenih in tako naprej. To vse zahteva. Mi smo majhno število prebivalcev, majhno število davčnih zavezancev, pa imamo vse organe, ki jih mora imeti tudi velika država. In normalno na porabi bilo treba delati, bilo bi treba tudi kontrolirati vse javne razpise in tako naprej in se ugotoviti, kje se porablja več denarja, ampak tega očitno nihče ne počne, lažje je pobrati žepov, bom rekel, določenim državljanom, pa jih še prikazati, kako so, bom rekel, kako so rekli, tisti, ki vlagajo v nepremičnine, so špekulativni, tisti, ki vlagajo v vrednostne papirje, pa očitno niso. Če se vrneva še k tem izhodiščem, ena od možnosti, kako se bodo ljudje izognili plačilu oziroma prevalili to na nekoga drugega, to sva že omenila, je
dvig najemnin, kaj še, kako se bo to še po vaše? Glejte, prav gotovo, odvisno, ko bo zakon sprejet, kakšen bo tekst. Se tam je tudi pogoj, da ti moraš v tej nepremičnini prvi, ki jo imaš, da moraš tudi dejansko prebivati in da moraš biti tam prijavljen. Mi vemo danes, kakšne so težave, ko jih imamo za finančno upravo, ko je nekdo prijavil začasno bivališče nekje drugje, pa finančna uprava dokazuje, da ne živi v tem stanovanju, kjer ima stalno prebivališče in tako naprej. Prav gotovo bo lahko prišlo do prenašanja lastništva v okviru med družinskimi člani in tako naprej, kar pa za sabo lahko nosi pa pripelje do določenih drugih posledic. Tako da ljudje se bodo poskušali izogniti, ampak jaz menim, da do tega ne sme priti. Vsak odloča, kako bo imel kupljeno svojo nepremičnino, kaj bo z njo počel in ne more se zdaj pač nekdo odločiti, da bo pač določene ljudi obdavčil, druge pa ne. Najlepša hvala za vsa pojasnila in vse dobro. Hvala za povabilo.